Definitivno vidim, zakaj bi bilo ljudem nas slabo, če to... Oh my god. Ok. Tukaj le vidim, meni je zdaj razpet malo slabo narediti. Wow, mojega tim. A to cil. Cil. Oj, Živijo. sva Davor in Andraž iz The Sweet Tech TV in danes vam bova predstavila napravo, ki smo jo že zelo dolgo hotela oba imeti Res v je? najnem portfoliju videov. Gre za VR očala, natančneje gre za Oculus Quest 2, naslednika odlično sprejetega Oculus Quest 1. Že vnaprej pa se tudi zelo zahvaljujeva spletni trgovini Balix, ki je stopila v stik z nama in nama ponudila, da ocenima sploh te očala. Tako, kot se tudi zahvaljujejo vsem svojim že obstoječim naročnikom, ta nove pa prosva, da se naročijo na tale najin YouTube kanal in naj jo spremljajo na Facebooku, Instagramu, Twitterju in pa TikToku. Vsega novega bova ful vesela. Aj. Pa še to, kljub temu, da sva Quest 2 dobila na sposojo, je najino mnenje čist neodvisno, tako da se nisva šparala s kritiko, zdaj pa kar nazaj na video. Ok. Kakor vas najbrž večina že ve, je Mark Zuckerberg oziroma bolj natančne Facebook leta 2014 kupil podjetje Oculus za 2 milijardi ameriških dolarjev in od takrat naprej že leta intenzivno ustvarjajo na področju VR očal. VR je drugače angleška kratica, ki pomeni virtual reality oziroma po slovensko navidezna resničnost. To pomeni, da vam očala, ko si jih nadenete na oči, poustvarijo neko navidezno okolje, znotraj katerega se lahko igrate oziroma marsikaj delate. Oculus Quest 2 je najnovejši v liniji različnih Oculusovih produktov, kot so bili Oculus Rift, Oculus Rift S in pa originalen Oculus Quest. Sam unboxing teh stvari je sicer precej enostaven, v škatli dobite samo napravo ter dva kontrolerja na dotik s pačkom za zapestje, ki vaše gibe nepresedno preneseta v VR. Kontrolerje sta tokrat malenkost večja, pa tudi vratca za baterije ne padajo več tako dol, kot pri Quest 1. Vsi gumbi na kontrolerjih so sicer še zmeraj znotraj kontrolerjev, tudi notranje in zunanje sprožilce pa imate še zmeraj tako, kot jih poznate od prej. Sta pa kontrolerja neverjetno trpežna, če med igranjem recimo z roko zadanete nekam v zid, se mu bo prej poznali na prstih, kot pa na teh kontrolerjih. Res, toliko dobro sta narejena. Kakor sva rekla, Quest 2 je povezan s Facebookom, pa naj vam bo to všeč ali pa ne. Dejstvo je namreč, da je za razliko od originalnega Questa vpis s Facebook računom na tej obravi obvezen, če sploh hoče, da vam ta stvar dela. Poleg Facebook računa za nastavitev rabite še brezžičen internet, pa zloadati si morate tudi Oculus app. Facebook pri tem navaja razlog, da se boste zaradi vpisovanja z njihovim računom lažje povezali s frendi prek Facebooka, odkrivali igralske skupnosti po svetu. Najljubši najin argument je pa to, da bodo s tem zagotovili varnost podatkov in pa spoštovanje zakonodaje. Ok, Facebook, če ti tako rečeš, prav. Okay. Congresswoman, I'm not familiar with that specific legal argument. Ampak midva zastopa pomislek vseh vas, ki ne marate Facea, a pa nočete deliti svojega računa. Ja. In misliva, da imate za to tudi proklet dobre razloge, sploh glede na zgodovino tega podjetja, ne? A massive cyber attack affecting nearly 50 million Facebook users. Ampak če hočete s to napravo karkoli početi, morate to Facebooku dovoliti. Če tega res nočete narediti, boste preprosto mogli pogledati drugam. Misliva, da je Facebook s to potezo odgnal kar dosti folka, kar je škoda, ker je sama naprava res vredna svojega keša. In kakšna je sama naprava? Vidi se, da je Oculus poslušal kritike glede enke in naredil kar dobrodošle popravke pri dvojki. Cel naglaven set je manjši in za 10% lažji od enke, kar se pozna, sploh če ga primerjate s konkurenčnim WOW indeksom, ki pa je tudi konkretno dražji. Ko pa smo že pri ceni, ta je za tak tip brezžičnih VR očal res ugodna. Pri Balixu 64 GB verzijo kupite za 449,99 €, 256 GB verzijo pa za 549 €.
No, lahko pa tudi očala sam najamete za 39,99 € oziroma ta dražje za 99 €. Sama sem sicer mnenja, da bi za večino vas zadostovala osnovna različica, moram pa povedati še to, da je dvojka za 100 € že tako ali tako cenejša od enke, ki je bila že sama odličen kompromis med ceno in pa performanceom. Izboljšav pa ni konc tukaj. Dvojko poganja procesor Qualcomm Snapdragon XR2, ki je bil prav specifično izdelan za AR in VR in je velik napredek od originalnega Questa, ki je poganjal Snapdragon 835, ki je bil že takrat zastarel. XR2 je tudi odgovoren za to, da vse skupaj teče z 90 Hz osveževanjem. Quest 2 ima tudi zaslone Fast Switch LCD z višjo resolucijo, če smo natančni, resolucija 1832x1920 na eno oko. V primerjavi s prejšnjim Questom lahko prikaže do 50% več slikovnih pik in podpira HDR10 vsebino. Od nedavnega pa ima tudi osveževanje 120 Hz, ki je prišlo s posodobitvijo enkrat letos spomladi. Tako da za enkrat nažalost še ni velik špil, ki bi sicer podpirali to hitrost, ampak ok, saj to je. Quest 2 je imel sicer že ob sami spravitvi podporo za 90 Hz in 72 Hz osveževanje. Slednje je imel sicer tudi že originalen Quest, ampak verjemite, se pozna skok na 90 in pa na 120 Hz in to občutno. Na samem naglavnem setu najdete USB-C vhod, hvala Oculus. Hvala, vidite, koliko so veseli vsakič, ko je USB-C omenjen. Pa ima tudi vhod za slušalke tukaj zraven, pa knofa za uravnavanje glasnosti in pa gumb za vklop in izklop. Set ima vgrajene tudi 3D zvočnike, da bi lahko sami vse skupaj izkusili kot doživetje v kinu. Po najnem mnenju so zvočniki čisto povprečni, naredijo svojo nalogo, če pa hočete kaj bolj konkretnega, pa pač priklopite nanje na glavne slušalke. K sreči vas to ne bo pretirano omejevalo pri samem gibanju. Mimogrede, mi da sva na svojem kanalu objavila video o dobrih naglavnih slušalkah. Če slučajno iščete, kakšne je primerne za gamanje. Dajte pogledati, linki bodo spodaj. Glede samega nošenja je pa drugače tako. Očala so zaradi svoje lahkote zelo udobna za nositi, mora pa opozoriti, da če boste z njimi veliko skakali naokoli, znajo hitro dol padati ali pa začeti viseti dol. Zato vam toplo priporočava, da dokupite še kakšen dodaten trak, da vam bodo res stale pri miru. Tudi sam Oculus prodaja svoj Elite Strap, ki pa je malo dražji. K udobju doda svoj tudi tkaninast vložek, da se vam očala lahko usedejo na faco. Edin nisva čez zihar, koliko se ta tkanina napije vlagi, če res začnete komad švicati. Da pa je naglaven set z vsemi senzorji, procesorjem, zasloni, baterijo, toliko lahek, pa je že samo po sebi ful impresivno in dvigne VR igranje na naslednji nivo. Quest 2 lahko deluje čisto samostojno, kakor konzola, lahko pa tudi brežično ali pa žično povežete v združljiv komp s tehnologijo Oculus Link, kar pomeni, da lahko VR igre s kompa igrate prek USB kabla, ko imate dostop do iger, kakor so Stormland, Asgard's Wrath, Lone Echo, pa še par jih je. Ampak, ker se s tem pri gibanju zaradi kabla dost omejeni, je Oculus razvil še tehnologijo Oculus Air Link, s katero lahko poganjate VR igre na PC-ju in igrate preko Quest 2 s pomočjo Wi-Fi-ja. Ta zadeva je še vedno v fazi razvoja, tako da nikjer ni garantirano, da imate zanje dost hiter internet ali pa dost močen komp. Pri Oculus Linku je dobro to, da Quest 2 še zmeri treka gibanje, medtem ko namizni komp dejansko poganja samo špilo. Latenca je sicer še zmeri malo prisotna, ampak se s posodobitvami skozi izboljšuje. Če kljub temu hočete igrati samo na tem načinu, pa vam priporočava, da si kupite dost dolg USB 3 kabel. Nujno. Ja. Vse sledenje oziroma trackanje je sicer izvedeno znotraj očal, brez zunanjih senzorjev in je tako dobro, da se premikanje znotraj špil zdi res naravno. Mi da moramo potrkati, da nama nikoli ni ratar slabo med testiranjem in da tudi sicer nisva slišala, da bi folk kaj dost naokoli padel zaradi uporabe tega seta. Je pa seveda verjetno tudi veliko odvisen od tega, kakšno stvar igrate. Če recimo igrate kakšen vlakec smrti ali pa kaj na to sceno, je ziher več šans, da vam rata slabo, kakor pa drugače. Oh, God. V vsakem primeru morate imeti ob sebi dost placa za gibanje in čim manj predmetov na tleh, zato je tudi sledenje pri gibanju bolj natančno.
baje na natančnost gibanja tudi vpliva, koliko je soba bela, vsaj tako nam je bilo rečeno, ker ni zunanjih senzorjev. Quest 2 k sreči še zmeraj podpira špile za Quest 1, naj bi pa izdelovalci iger izboljšali špile od enke, tako da te zdaj izgledajo lepše na dvojki. Tudi grafika pri igranju špil s PC-ja je izboljšana, efekti v špilah bolj pridejo do izraza in teksture so bolj natančne. Kar se pa igranja tiče, še to. K sreči je pri dosti špilah tako, da se podpira cross-buy, kar pomeni, da z enim samim nakupom lahko kupite tako brezžično Quest verzijo špile, ki jo lahko igrate brez kabla, kakor tudi žično Rift verzijo za igranje prek kompa. To je do potrošnika zelo prijazna politika, se nama zdi, ki je res odobravajo. Priporočavam vam pa, da absorbate špile, kot so Time Saber, Superhot, Star Wars, Beat Saber, Pavlov VR, Wordchat, Truck Simulator in pa seveda Half-Life Alyx, in to je samo ene par špil za začetek. A pa to pomeni, da je vse sam rožnato v zvezi s Quest 2? Ne, itak da ne. Recimo, ta naprava ima samo 3 nivoje nastavljivosti IPD-ja, po angliško Interpupillary Distance oziroma razmaka med zenicami, zaradi česar se nekaterim lahko zmanjša Field of Vision oziroma po slovensko vidno polje. To lahko posledično obremeni oči in povzroči glavobol ter slabost, in to pomanjkljivost morajo nujno izboljšati v naslednjih različicah. Zuckerberg je že obljubil, da bodo to porihtali v 3 in pa 4. Vse igre tudi niso dobro optimizirane, da bi imele dosti visoko resolucijo ali pa dosti visoko frame rate, sploh tiste, ki niso od Oculusa. Ja, to sicer ni nujno krivda samega Oculusa, je pa res, da mora priti do boljše komunikacije med njimi in izdelovalci špil, da bodo lahko te igre bolj optimizirane. Ali to, ali pa morajo naslednje let dati noter še močnejši procesor, da bo prisilil neoptimizirane igre, da bodo bolj delovale. Ampak še zmer, Oculus Quest 2 ponuja odlično vrednost za svojo ceno in misliva, da bo prepričal nakup marsikjerega potrošnika, ki že predolg cajta čaka na nov PS5 ali pa da padajo cene grafičnih kartic za kompe. Tudi v primerjavi z drugimi VR očali mu praktično ni primerjave. Očala Valve Index so skoraj 3-krat dražja, pa še zmeraj ne bi imeli težave s kvaliteto, ker jim baje crkvujejo zasloni, pojavlja se control drift in tako naprej. Povrh vsega se pa Quest 2 še bolj uprime obraza kot Index. In prišli smo do konca tega videa. Midva z Andražem se oba strinjava, da je Oculus Quest 2 odličen nakup za to, kar ponuja, vsaj kar se tiče brezžičnih VR očal. Itak ima svoje napake, sploh glede različnih nastavitev, ampak če odmislite to in če odmislite njihovo povezavo s Facebookom, imate v rokah res odličen proizvod. No, gladi. Tako. Mi da se za danes poslavljava. Če imate še kakšne vprašanja ali pa predloge za snemanje, nama jih prosim zaupajte spodaj v komentarjih. Midva se še enkrat zahvaljuje podjetju Balix za sodelovanje. Njihov link bo pustila za vas tudi tukaj spodaj na dnu. Ne bo to za danes vse in se vidimo v naslednjem videu. Čau!